Ljubitelice in ljubitelji nogometa, dobrodošli na Planetu 2, kjer začenjamo naše popoldansko, nedeljsko nogometno druženje. V Orlovo gnezdo pa je nedaleč stran iz Ljubljane pripotovalo moštvo ljubljanskega Brava. Do žoge je prišel zdaj Nukić, še vedno Nukić. Nukić podal kazenski prostor in mimo gola. Zdaj akcija Brava, žoga ni našla k boju. Nukić strelom in preko gola. Ob njemu visoki Milanović, padal je Nukić, prednost pušča sodnik Tkalčič, pa še enkrat prekršek Milanovića. No, zdaj pa še en karton Milanoviću in to je, zdaj bi to moral biti tudi posledično rdeči karton, pa imamo znova kartonado med Bravom in Triglavom. No, res, da se bo potem vrnil tudi počasi Aleš Mertelj, ampak vseeno ne gre zgolj računati zgolj na kvalitete in pa izkušnje enega igralca. Zdaj pa priložnost za Orle z igralcem manj. Majcen je bil pri strelu. Zdaj je nevarno, v kazenskem prostoru brani Jarko in rešujejo se domači nogometaši. Mlakar se zdaj, ali bo Mlakar tisti, ne Tijanić, podložil v kazenski prostor. Ja, to je bil dogovor Tijanića in zapravljen napad Tijanić. Petric je krenil, Tijanić ima dovolj prostora, podaja do Majcna, Majcen je ustavil. Prenos žoge na drugo stran. In 1-0 z igralcem manj. 1-0, strelec pa tam Mlakar, Gaber Petric seveda. Poglejmo akcijo, počakal je kapetan Majcen, tudi Tijanić se je ustavil, pa na to prenos žoge na drugo stran. Mlakar je bil, tako je natančen spodajal, Gaber Petric pa dosega svoj drugi prvenstveni gol. Lepa akcija. No, pa tudi Tijanić seveda zna biti zelo dober v pregledu s kakšno podajo. Tudi on zna hitro steči napadno, zdaj pa hitrost Mensaha, ali tukaj priložnost izenačenja ostaja 1-0. Ali se morda iz kota ponuja priložnost, tam je skočil in ali bo to izenačenje? Zadnjimi močmi je tole ujel vratar Jalen Arko. Z igralcem manj, vse od 72. minute, oziroma 42. seveda se mora popraviti. No, in še karton rdeče barve zdaj tudi na strani Brava. No, pa je padel tudi rekord kartonov z prve tekme v Ljubljani. Ugibanja so bila pravšnja, no zdaj pa priložnost za Nukića. Prav tako, kako smo i očekivali. Zelo tvrda tekma, borbena. Imali smo peh taj da smo ostali sa igračem manje že u prvom počasu, ali eto, borbenost se isplatila mojih igrača da smo na kraju uzeli sve 3 pike, što je bio prvi cilj današnje tekme. Tako da znali smo da imaju fantastične pojedince i da mogu uvijek da zaprete za gol, ali smo odelili svim njihovim napadima, pogotovo kad smo ostali sa 10 igrača i iskoristili smo priložnost koju smo imali i to je to. Komentiral bom zdaj čisto iz nenogometnega vidika, zato ker zdaj treba par stvari povedati po dolgem času. Prvo, zaslužena zmaga Triglava, vse čestitke. Druga stvar pa, zdaj moram to elegantno povedati, ampak moram povedati. Se pravi, če nekdo dobi rdeč karton zasluženo, ni časa oziroma ne sme biti ta ekipa, se pravi mi, ki imamo enega več, kaznovana s tem, da se skozi išče neka kompenzacija, skozi nek karton, skozi mehen faul za nasprotnika, ne penal dati, ko je čisti penal, čista 11 metrovka, to je to. Druga stvar, se pravi, komentar od četrtih in ostalih sodnikov na take situacije, ja, vaši igralci pač ne padajo. Mi tako učimo igralce, da grejo do konca in bomo vedno učili. In to je za dobrobit slovenskega nogometa, verjetno. In smo naivni in bomo mogoče na ta način izpadali, ampak mi ne bomo kradali, lagali, na tak način, kot se je ta tekma odigrala, ne bomo igrali.
Se pravi, mi bomo pošteno šli do konca, če je penal, če je rdeč karton, če nasprotnik naredi 3 favle za 3 rdeče kartone, ja, ne nas kaznovati za to. Se pravi, kaznuj tisto dejansko stanje na igrišču. Sem to si želimo, pa brez takih bedastih komentarjev od sodnikov, ko komentiramo, se pravi, da mi moramo iskati favl, mi moramo v bistvu odigrati prekrške, ker jih ne bomo.